V drugem delu o novostih v AutoCAD-u 2011 je predstavljenih še nekaj novih in posodobljenih orodij, ki pohitrijo delo z večjo natančnostjo. Na področju parametričnega risanja je kar precej izboljšav. V statusni vrsticiji imamo nov gumb Infer. Če je ta vključen, se geometrijske povezave kar samodejno dodajajo med samim risanjem ali popravljanjem geometrije. Na primer, če narišemo pravokotnik, mu program že sam dodeli pravila pravokotnosti in vzporednosti ter jih ohrani tudi po spremembi geometrije. To pa ne velja, če izrišemo pravokotnik z izključenim gumbom Infer. In podobno, če z vključenim gumbom premaknemo krog z iskalom center na končno točko črte, se samodejno doda geometrična povezava Coincidence. Ti dve točki ostaneta povezani ob vsaki spremembi geometrije in zopet to ne velja za premik kroga brez vključene samodejne parametrike. Če med urejanjem z ročaji enkrat pritisnemo tipko CTRL, se povezave začasno ukinejo. Po izvršeni operaciji pa se tiste, ki glede na popravljeno geometrijo niso več aktualne, avtomatično odstranijo. Prikaz ikon za parametrične povezave vključimo ali izključimo na kartončku parametrik z Show ali Hide ikonama. Nova nastavitev v Constraint Settings pogovornem oknu Show Constraint Bars when Objects are Selected pa omogoča prikaz ikon za povezavo le na izbranih objektih. Izbranemu objektu lahko trajno izbrišemo geometrijsko povezavo z ukazom Delete Constraints. Dodelane pa so tudi merske povezave. Ko vpisujemo podatke v merske povezave, lahko kot del formule piknemo drugo že obstoječo povezavo, da povzamemo njeno ime. Kadar se merske povezave navezujejo na kakšne druge parametre, dobijo predpono fx, da vemo, da je vključena spremenljivka. Zlata pravila kompozicijskih razmerij so tako z merskimi in geometrijskimi povezavami zlahka dokazljiva. V upravitelju parametrov pa lahko po novem, podobno kot pri layerjih, filtriramo ali združimo posamezne sklope merskih povezav. S tem imamo boljši pregled nad številnimi merskimi povezavami v risbi. Ukaz za šrafiranje je močno prenovljen. Takoj po izbiri ukaza se namesto pogovornega okna odpre prilagodljivi ribon Hatch Creation, kjer enako kot prej lahko izberemo vzorec šrafure, nastavimo njeno merilo ali pa kot. Po novem lahko sočasno dodelimo tudi barvno polnilo za ozadje šrafure. Do sedaj smo namreč zato morali območje pošrafirati kar dvakrat. Nova je tudi nastavitev prozornosti šrafure pod nastavitev Transparency. S klikom na panel Properties lahko pod Hatch Layer Override izberemo layer, ki je namenjen šrafuram. Če pustimo Use Current, se bodo te vedno izrisovali na aktivni layer. Tako. Izberemo Pick Points in ko se z miško približamo zaprtemu območju, je po novem pred izrisom šrafure že viden njen predogled. Vkolikor nas predogled pri večjih risbah moti, ga lahko izključimo tako, da vtipkamo spremenljivko HP Quick Preview in jo izključimo z Off. Nova uporabna spremenljivka pri delu s šrafurami je tudi Hatch to Back, ki naenkrat pošlje vse šrafure v risbi v ozadje. Spremenljivka Mir Hatch pa podobno kot pri besedilu Mir Text nadzira, kako se bo šrafura obnašala pri zrcaljenju. Prozornost ali Transparency je že dolgo pričakovana novost. Dodelimo jo lahko na več načinov. V seznamu layerjev lahko za posamezen layer nastavimo stopnjo prozornosti od najmanj 0 do največ 90 in ta se v risbi dodeli vsem objektom, ki mu pripadajo. Torej, izberemo layer šrafure in z drsnikom poiščemo stolpec Transparency ter ga nastavimo na primer 50. Prozornost lahko dodelimo tudi direktno objektom v risbi neodvisno od nastavitve v layerjih. Pri tem izberemo objekt in mu na ribonu na panelu Properties nastavimo vrednost Transparency. Pogledali smo pa že tudi, kako nastavimo stopnjo prozornosti šrafuri.
Spodaj v statusni vrstici se nahaja tudi nov gumb Show Height Transparency, preko katerega lahko prikaz transparentnosti v risbi vključimo ali izključimo. Morda ne bo odveč opozorilo, da je lahko tiskanje velikih prozornih površin precej zamudno, saj je potrebno celotno risbo pred tiskanjem pretvoriti v točkice oziroma rasterizirati. Zato je v oknu za tiskanje na voljo posebna nastavitev Plot Transparency, da nastavimo, kdaj je to potrebno in kdaj ne. Črtovja Polyline imajo nove dodatne ročaje ali gripe, s katerimi jih lahko zelo enostavno popravljamo. Poleg primarnih ročajev v ogliščih so sedaj na voljo tudi sekundarni ročaji na sredini vsake stranice. Ti ročaji so podobno kot pri šrafurah multifunkcionalni. Vse opcije vidimo v meniju, če se z miško zapeljemo čez ročaj. Tako lahko na primer z opcijo Stretch premikamo segment polylina in ostali del črtovja mu pri tem sledi. Z Add Vertex enostavno dodajamo nove točke ali oglišča in nasprotno jih z Remove Vertex odstranimo. S Convert to Arc ravni segment spremenimo v ločnega in tega nasprotno s Convert to Line v ravnega. Tudi ukaz Join deluje sedaj tako, kot bi pričakovali. Po novem lahko združujemo vse vrste elementov Line, Arc, Polyline, Spline in 3D Polyline, če se le ti stikajo v vogalih. Torej, vtipkamo ukaz Join in kot prvi objekt izberemo tistega, ki je najbolj zahteven, torej 3D Polyline, in nato izberemo še ostale objekte. Ker smo kot prvi objekt izbrali 3D Polyline, je tudi končni združeni objekt 3D Polyline.